Super. Evo, bomo videli, kje se vidiva. Ok, sva že povezani, Živjo, draga Vlasta, pozdravljena. Pozdrav, Tanika. Odlično. Vlasta, iskrena hvala, ker boš pomagala Slovenkam in Slovencem skupaj odklanjati ali odstraniti vzorce, oziroma, da rečemo tako, da vzamemo življenje v svoje roke in naredimo spremembe. Tako. Si za to. No, a lahko samo predstavim Vlasto, najprej, dragi moji, gre se za to, da je Vlasta marsikateri vzorec pomagala meni spremeniti. Zdaj spremeniti, odpraviti, odstraniti, ozavestiti, to je 101 beseda. Jaz rečem, da zaradi tega, kar sem bila pri Vlasti, sem dosti bolj osredotočena, učinkovita, pač odloči se, to boš delal, to pač ne boš delal. Ne počneš samo zato, da nekaj delaš. Pa mogoče, da predstavim Vlasto. Vlasta Kuster je magisterica, to pomeni, ki je temelj medicinskih znanosti in mojstrica EFT tehnike. Ampak Vlasta, preden malo več povem o vas, a predstavite sploh, kaj je EFT tehnika? EFT tehnika je kratica za Emotional Freedom Technique. To pomeni tehnika, s katero dosežemo čustveno osvoboditev, oziroma po domače povedano tehnika tapkanja na akupunkturne točke, s katero si pomagamo, da zmanjšamo jakost negativnih občutkov. In če gremo še malo bolj v globino, lahko spreminjamo negativne vzorce in na ta način v bistvu se razbremenimo nekih programov iz otroštva, ki so neustrezni, in pa lahko tisti pozitivni programi zasijajo in tudi mi lahko mnogo več v življenju dosežemo. Ali pa mnogo bolj lahkotno. Ni več čiste borbe, ni več vsega tega težkega. Tako da to je čisto preprosto tehnika tapkanja, s katero gremo do svojih čustev, dostopamo do svojega energijskega sistema telesa in dosežemo preprosto olajšanje, razbremenimo se. Hvala za to. Vlasta, se spomnim, ko sem prišla do vas, ste mi rekla, če ima Tanja vzorce, ko ima večina Slovencev tudi vzorce. In zato ste tudi rekla, da boste podarila Slovenkam in Slovencem, da bova podarili skupaj pokazali tehniko in delali s to tehniko. Predvsem bomo pa tudi spremljali malo, kakšni so pač učinki, kaj se dogaja z ljudmi. In prvo bova midve izbrale, jaz bom tudi povedala, zakaj, katero tehniko, katerega vzorca se bomo dotaknili, manj vrednosti, po kaj sem tudi jaz prišla v Vlasti. Vsaka Vlasta, meni se zdi, da nikoli nisem dovolj vredna. Vedno se mi zdi, da moram pa še. In potem ste se odločili, da bi to rada delila z vsemi Slovenci. Kako to? Dajte še to povedati, kako je to prišlo do tega? Ja, časi niso enostavni. Ravno kar je mimo leto 2020 in ko sem poslušala novoletne voščilnice, so ljudje rekli, 2020 je bilo težko, ampak 2021 bo pa super. Ampak zdaj, kolikor jaz nekako razumem situacijo, tudi 2021 ne bo najlepše, vsaj na zunaj, ne. Stvari še vedno bomo omejeni, še vedno ne bomo imeli več vsega tega na zunaj, kar smo lahko, in potovanj in vsega druženja velikega in velikih koncertov in velikih, kar smo pač bili navajeni. In to je čas, ki nas sili, da se obrnemo navznoter in navzgor. Torej čas, da v sebi najdemo, ker smo prisiljeni doživeti tudi samoto, smo prisiljeni se soočiti sami s sabo, s svojimi občutki in zdaj je čas, da delamo na tem in da od znotraj navzven zasijemo. In da si svojo mikrookolje naredimo vseeno lepo in je potem leto 2021 lahko vseeno čudovito. Kljub temu, da nam neke zunanje stvari ne bodo dosegljive, ampak navznotraj mi lahko zasijemo. In na ta način tudi vzamemo življenje v svoje roke in pač živimo v okviru svojih zmožnosti, vseeno pa z radostjo v srcu, z mirom v srcu in vseeno lahko marsikaj si polepšamo to leto. Odločila sem se pa ravno zato, ker sem videla stisko ljudi, ker je bilo v moji 10-letni karieri, odkar se ukvarjam, odkar delam kot terapevtka,
Toliko povpraševanja kot v zadnjih 2 mesecih ja še nisem imela. Toliko ljudi, ki so v stiski, še nisem imela. In prav to sem doživela, ubogi tisti, ali pa do srca so mi šli tisti, ki so se vsi problemi naenkrat zgrnili na njih in ki do zdaj niso delali na sebi. In mislim, da je to res čas, ki nas sili, da delamo na sebi in da je to pač namenjeno in da to sprejmemo in da se prilagodimo tej spremembi. In ravno zato je ta program, da ljudem pokažemo, kako lahko se rešijo negativnih občutkov, kako se lahko rešijo tesnobe in vzorcev. Točno to. Jaz se spomnim, ko sem prebrala pri vas, je bilo predvsem, kako se lahko ljudje tudi trajnostno rešijo depresije, anksioznosti, ki nas na nek način ovirajo. Ko so pa mene vprašali, zakaj to počnem, zakaj je tisto, da bom to delila naprej, jaz imam pa tak občutek, da sem poklicana za to. Ja. Da to pomeni skozi moja učenja, dela na sebi, je tako, vsaka tehnika je dobra. Čisto vsaka tehnika, če je nekomu pomagala, tako kot je rekla moja gostja, tudi v oddaji TV Ljubljana, je rekla Nina Weber, vsaka tehnika pomaga. Ampak meni se je pa predvsem zgodilo, ko smo midve začele delati, da so se moje odločitve hitreje sprejemale. Hitreje sem, naprimer, nisem več, a pa je to potrebno, ampak je prišlo kar tako samo od sebe, ne. Tega ne bi več. Sem ugotovila, da Slovenci radi delamo veliko stvari, pa mogoče premalo osredotočenosti na tisto, kar je dobro za nas. Točno to. Dajmo pogledati vase. In ko se je to pri meni zgodilo, en tak obrat, sem rekla, Vlasta, prosim, dajva to narediti, ker pri meni se je to tako drastično poznalo. Še v podjetju so celo rekli, ko pa se je to stanje zgodilo, noče tega, noče onga. Sem rekla, ne, Tanja hoče samo tisto, kar je res dobro, pokazati ljudem, se izgledi vlečejo. Zgledi so tisti, kateri vlečejo. Okej. Danes se bova dotaknili, drage moje gledalke in dragi gledalci, kdorkoli naj spremlja. Jaz se vam opravičujem, pri tapkanju pač bom težko brala, tudi zdaj ne vidim, to bova zdaj midve sprobale z našo lastno tehniko, kajti delale bova obe bova delali in se bom tudi na to fokusirala, zaradi tega, ker če me bo Vlasta vprašala, če povem kakšno še svoje razmišljanje, bom vsekakor tudi to delila. Bom pa vsekakor vesela vsakega vašega komentarja. Kaj čutite kot bolečino, kot vzorec, da Vlasta izpelje to tehniko skupaj z nami? Vlasta? Ja, seveda. Jaz bi želela, da sodelujemo, želela bi, da ljudje napišejo. Mislim, da je ogromno bolečine trenutno v naši ljubi Sloveniji. Mislim, da se ogromno vsega dogaja in bi rada, da res podelijo. Midve tu hočeva res z iskrenim srcem priti nasproti Slovencem, želiva deliti to, kar sva, nočeva blefirati, nočeva dajati na svetu, želiva samo pokazati, kaj je nama pomagalo, da živiva lažje in boljše. Samo to, čisto preprosto. Nočeva se postavljati nad nikogar, želimo, da ker smo vsi na istem, vsi smo ljudje, vsi imamo negativne občutke, tako Tanja kot jaz in kot vi. In bi rada, da to podelimo in si pomagamo. In bomo z vami zdaj 3 mesece, vsakih 14 dni in bomo res, midve bi vam rade dale to, kar pač nama pomaga. In bi rade, da tudi vi nam date povratno informacijo. Ali pa povejte, kaj želite in bomo skupaj nekaj naredili za to našo Slovenijo, da od znotraj zasijemo. To nisem fraza zasijem. Jaz bi res rada, da od znotraj zasijemo, da od znotraj male sončke prižgemo in da nekako gremo čez vse to, čez vse te težke situacije, ki nas čakajo še v prihodnjih mesecih. Malce so mi pisale stranke oziroma ne stranke, bi rekla ti moji prijatelji, da jih moti, ker je to dopoldanski čas, večinoma so vsi v službi, ampak midve sva rekli, tako in tako se to lahko pogleda za nazaj, isto težo ima. Če bomo midve na polno delali, je čisto ista teža tudi potem za kasnejši čas. Zakaj pa, koliko časa sva se odločili, je pa tako. Vse bo odvisno od vas. Jaz delam z Vlasto, Vlasta dela s svojimi strankami. Ko je Vlasta prišla na to, ko smo prišli skupaj na to idejo, je prišlo do tega. Če bomo videli spremembe, bo Vlasta to izvajala naprej.
V primeru, da bova pa videli, da to delamo midve sami, bomo pa midve raje individualno naredili, Ja. takrat lahko še kak vzorec dodatno odpremo. Tako da, Res je. predvsem sva željni vaših informacij, vaših bolečin, kaj vidite, kaj vas ovira. Moja največja bolečina, ko sem prišla vlasti, je bil vzorec manj vrednosti oziroma vzorec za vse moram narediti, no. Vse, kjer je bil še potem, vse moram sama, nikoli nisem dovolj dobra, to pomeni še to, pa še to, pa še to in sem kar In bil je še vzorec, ni mi dovoljeno počivati, Tanja. Največji. Bravo, točno to. Ampak če je človek navajen od 16 leta delati, je zelo težko pri 44 pa reči, ok, super, zdaj pa se lahko malce spočiješ. In smo prav skozi praznike, ali pa rečemo tako, je pred prazniki mi je mogla naložiti, da smo to dali čez in da sem uživala polni 14, če še ne več, 16 dni. Okay. Tako da Vlasta, jaz bi začela, vmes bomo potem prebrali, tako da iz tega ne morem, tako da imam telefon pri sebi. Če bo že katera napisala, en je celo napisal, preveč je plastike na svetu. Dragi moji, plastiko, ja, Vlasta, ampak hočem povedati, da mi delamo plastiko prijazno okolju. Tudi naše poslanstvo je čistejši planet in srečnejši uporabniki. Tako da vsi tisti, ki nas spremljate in ki veste, mi delamo plastiko prijazno okolju in delamo s tako plastiko. Tako da smo med trendsetterji, kar se tiče tega. Da vidimo, kaj imamo, ta posnetek bo ostal, nama pišejo, vidim, da eni naši zvesti so že z nama, nama mahajo. Tako da gremo v akcijo. Gremo v akcijo. Začele bomo pa pri osnovah, prav? Začneva pa pri osnovah. Najprej se moramo malo spomniti, tisti, ki ste kadarkoli že kjerkoli tapkali, bomo zdaj ponovili. Tisti, ki še nikoli niste, se bomo pa zdaj naučili. Potem bomo pa šli še malo globje. Tako da, evo, pa naredimo najprej kar globok vdih in izdih. In poslušajte svoje telo, začutite, koliko je napetosti v njemu, bodi si fizične, bodi si čustvene, mogoče vas je strah, mogoče imate tremo ali pa, ne vem, mogoče vas skrbijo stvari, kakorkoli imenujete to nelagodje. Torej, najprej prvi korak je, da začutimo sami sebe, torej ne delamo nekaj na pamet, delamo v stiku sami s sabo. Kot smo ta moment. Torej, prepoznajte, kaj čutite od nič do 10 in dajte si neko številko. Naprimer, čutim napetost približno za 7, čutim napetost približno za 4, čutim napetost, ne, danes sem pa čisto sproščena ali danes pa čutim veliko breme. Torej, približno oceno, te ocene ne rabijo biti natančne inženirske na 7,4, ampak čisto na preprosto. Ljudje ne komplicirati. Ok, samo zaznajte svoje telo. In potem greva in rečeva, začnemo čisto s osnovno tehniko, to se imenuje karate točka, kot bi karate udarec udaril, tapkamo z eno roko po drugi in rečemo, kljub temu, da čutim napetost, se imam rada in se sprejemam. In prosim, kar ponovite za mano. Kljub temu, da čutim napetost, se imam rada in se sprejemam. Tako, vi ponavljajte s Tanjo, da bomo naredili da bomo čim lažje sodelovali prek ekrana. Kljub temu, da čutim napetost, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da čutim napetost, se imam rada in se sprejemam. In še tretjič, kljub temu, da čutim napetost, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da čutim napetost, se imam rada in se sprejemam. Tako, zdaj pa gremo na notranjo stran očesa z 2 prstoma, lahko ste po eni strani obraza, lahko po drugi in rečemo napetost v mojem telesu. Napetost v mojem telesu. Torej, opisujemo negativne občutke, sočasno tapkamo. Zdaj se prestavimo na strani očesa in rečemo napetost v mojem telesu. Napetost v mojem telesu. In pod očesom, napetost v mojem telesu. Napetost v mojem telesu. Pod nosom, napetost v mojem telesu. Napetost v mojem telesu. Pod usti, napetost v mojem telesu. Napetost v mojem telesu. Ključnica, vse 4 prste, kar močno lahko, napetost v mojem telesu. Napetost v mojem telesu. Pod pazduho, napetost v mojem telesu. Napetost v mojem telesu. In na glavi, napetost v mojem telesu. Napetost v mojem telesu. Tako, pa spet globok vdih in izdih.
Tako, in spet prepoznajte, kaj se je v vašem telesu zgodilo. Lahko ste ostali na istem, poskusite spet številko določiti, lahko se vam je napetost povečala, pomeni, da smo začeli odpirati stvari prihajajo na plano, lahko se vam je pa že zmanjšala. Tako, jaz bi z vami naredila še ena 2 kroga, različno, da vam pokažem, kako to izgleda, potem pa gremo na kakšen vzorec, ne? Tanja ima rada vzorce, ona hoče iti k bistvu, ona hoče spremembo, ona hoče to hitro, učinkovito, hoče rezultate in to mi je pri njej všeč in zato bo te naša stresanja kar učinkovita. Zato tudi lahko video večkrat pogledate, posnetek tapkate z nama, lahko se vam vsakič kaj drugega odpira, dokler vam ni dolg čas, potem greste na naslednjega. Evo, midve pa bomo poskrbeli, da bo tega več. Ja, Tanja. Mogoče samo za nekaj sekund, Ja. predlagam, da ko vam Vlasta pove, določite po lestvici, mogoče tudi si pripravite kak list papirja, Ja. prav škoda, da danes, ne vem, evo mi je ušlo, za drugič bom imela list papirja, označite to lestvico od 1 do 10, označite gor tisto, zakaj? Ker boste, ko boste drugič, tretjič delali, četrtič, Vlasta, kadarkoli je z menoj, imamo lestvico in po lestvici tudi ocenjuje moj napredek. Tako. Kje sem, kako je, ko sem začela, ko sem končala in potem drugič, ko pridem. In kaj se ugotovi? Vedno preveri vzorce ali te stanje učinkov, kakšni so bili prejšnjič, preveri, če so še notri in dodama nove. Tako da vedno veva, na kak način se lahko naše stanje izboljšuje oziroma kje imamo pač napredek. Dobro? Tako. To tehniko je postavil inženir in inženirska logika, inženir hoče meriti, inženir hoče rezultate, inženir, ko nekaj dela, popravlja, mora delati, če dobi pravilni stroj v roke. In tako podobno tudi mi želimo rezultate. Čeprav se imamo fajn in lahko marsikaj, ampak vedno je fino na koncu reči, wow, to je pa razlika. Ne? In ne samo za 1 uro, ampak od danes naprej, ker naslednjič imam naslednjo stvar za rešiti. Kako ste mi rekla, vsak dan, če se dela tudi vsak dan, zelo koristim. Jaz sem kar vsak dan delala tehniko. Dobro. Gremo zdaj mogoče strah še izpostaviti, torej tisti, ki preveč gledate poročil, ki preveč gledate televizijo, ki ste preveč obremenjeni s temi novicami, se vam lahko zgodi, da vas to čisto potre. Tako da en pametne nasvet, to malo zmanjšajte in se osredotočite nase, da ne boste živeli v strahu, ampak da boste znotraj sebe ustvarjali mikrookolje veselja, mikrookolje notranjega miru, notranjega poguma, navdiha. Torej, odmaknite se od vsega tega masovnega strahu, ki se pojavlja, ne samo pri nas, po celem svetu, in ustvarjajte mikrookolje. Da vam bo lažje, pa da ta strah ne samo ignoriramo, ampak si ga priznamo, ga ljubeče sprejmemo in ga preko tapkanja spustimo, da odide. To bomo pa zdaj naredili, prav? Greva. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. 3-krat na karate točko rečemo, tisti, ki poznate točke, lahko zaprete oči in samo čutite svoje občutke. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. In še enkrat, kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. In še tretjič, kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da me je strah, se imam rada in se sprejemam. In greva na notranjo stran očesa in rečemo, strah me je. Strah me je. Na vsaki točki isto ponovimo, čutite ta strah, govorite o njem, strah me je. Pod očesom, strah me je. Strah me je. Pod nosom, strah me je. Strah me je. Pod usti, strah me je. Strah me je. Ključnica, strah me je. Strah me je. Pod pazduho, strah me je. Strah me je. In na vrhu glave, strah me je. Strah me je. Narediva vdih, izdih. In prepoznajte, kaj se je z vašim strahom zgodilo. Se opravičujem, na začetku vas nisem vprašala, da se spet zavedamo občutka, da spet napišemo številko, potem tapkamo in na koncu preverjamo. In zdaj pogledajte, kaj se je z vašim telesom zgodilo. Verjetno 1 krog ne bo dovolj, včasih je treba veliko tega tapkati.
treba je glasbo si zraven dati, treba je res iti v te občutke, treba je tudi pogledati dogodke iz otroštva, ko ste se vi počutili življenjsko ogroženi, ko ste čutili stisko staršev, ko ste čutili, da ne vem, ni dovolj denarja, ni dovolj preživetja. In zdaj, ko gledate poročila, se vsi ti vaši strahovi odpirajo. Torej, v tekom teh srečanj naših bomo delali tudi na teh vaših globokih vzorcih, ampak zaenkrat je to malo bolj površinsko, samo ta tehnika, ki jo danes predstavljamo, z namenom, da vam trenutno prinese olajšanje. Vlasta, mogoče bili zaradi tega, ker sem pač ena izmed vaših učenka, ne? In lahko glede tega, ja, jaz mislim to, kar Vlasta da enkrat, da je vsaj večkrat potrebno ponoviti. Če se spomnim svojih prvih začetkov, je bilo tako, ko sem rekla, napetost je v meni, napeta sem. Je to bilo kar ene 3-4 kroge, ne? Tako da z enim krogom težko, kar večkrat, zato ker potem avtomatsko te že pripelje in tudi občutki se ti dvigujejo. Ne? Tako, to tudi koristi. Tako da jaz bi predlagala, mi bomo probali zdaj v skrajšani verziji. Kaj bomo probali? V skrajšani verziji narediti, drugače je dobro, da malce dlje to... Ja, danes vam dava eno tako pokušino tega, kaj bomo delali, približno tako bo izgledalo. Seveda pa vsega ne moramo rešiti v tem našem prvem srečanju. Tako da to je eno tako potovanje, na katero vas vabiva in vaša odločitev, če želite z nama. Ok. Kaj bi zdaj tapkali, Tanja? Ja, zdaj smo imeli napetost, strah, kaj bi še pa zdaj? Žalost mogoče? Lahko. Ok. Običajno so čustva v plasteh in zgoraj je ponavadi strah, spodaj pa tudi žalost. In veliko Slovenci smo tudi globoko v sebi žalostni, moški seveda to ne pokažejo, moški pokažejo z agresijo. Tako da, če moški je agresiven, spodaj je en tako jezerco podzemno žalosti. In žalost je tudi prav, da si jo priznate. Zdaj bomo samo naredili spet malo za vzorec. Ko boste sami s sabo, dajte se temu posvetiti, lahko tudi kakšno glasbo si vklopite. Dovolite si čutiti žalost. Med tapkanjem čutimo občutke, jih procesiramo in počasi spustimo iz telesa. Tako da narediva spet en krog, to, da se počasi učimo. Pomembno, da te osnove razumemo. Ok? Pa greva. Najprej bomo prepoznali, pomislite na nekaj, zaradi česar ste žalostni. Mogoče zaradi otrok, ker jih imate doma, ker vidite, da jim ne morete, da ne morejo iti ven, da ne morejo iti na treninge, da ne morejo iti med vrstnike. Mogoče ste žalostni zaradi vsega, kar se na delovnem mestu dogaja. Mogoče ste žalostni, ker ste čisti zgoreli, ker delate za druge, ker delate v bolnicah, domovih. Mogoče ste žalostni, ker ste koga izgubili v tej situaciji. Vsak ima svoje stvari, ki se mu pojavljajo, nihče od nas ni imun na to. Torej, pomislite na nekaj, zaradi česar ste vi žalostni. In spet, lahko kakšne solzice zdaj tečejo, ne se ustrašiti, solze so tiste, ki zdravijo. Okay. Prepustite se občutkom, zato ste tudi fajn, da ste sami skriti, noben vas ne vidi. Kljub temu, da sem žalostna. Zdaj že lahko zaprete oči, veste, da tapkamo na roki, da karate točko. Kljub temu, da sem žalostna, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da sem žalostna, se imam rada in se sprejemam. In še enkrat. Kljub temu, da sem žalostna, se imam rada in se sprejemam. In še enkrat. Kljub temu, da sem žalostna, se imam rada in se sprejemam. Tako, greva gor in rečeva žalostna sem. Žalostna sem. Na strani česa? Ja, pod očesom. Žalostna sem. Še. 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 Žalostna sem. Gremo še malo naprej, Tanja, samo tapkamo v tišini, zdaj ne rabite nič govoriti, vam bom jaz govorila, prepustite se besedam, sprostim to svojo žalost, sprejmem jo, čutim jo, dovolim, da gre iz mene ven. Če bo šla žalost iz mene ven, potem me bo nehalo tiščati v prsih. Če spustim to žalost, potem lahko končno pridem do notranjega miru. Zato najprej žalost čutim, jo podoživim, kar tapkajte naprej, kontinuirno, čutim vse svoje občutke, na nek način se jim prepustim, zaplavam v njih in jim dovolim, da gredo. In ob vsem tem sem čisto varen, tudi fantje lahko tapkate z nama, seveda, ne samo ženske.
Ob tem sem popolnoma varen, tudi če čutim moje občutke. Kar naprej. In zdaj je prišel čas, da resnično čutim. Čutim, da sem žalostna. Čutim, da me je strah. Čutim, da me skrbi. In to čutim in počasi ti občutki odtečejo iz mene stran. In počasi začutim, da sem varen, varna in da obstaja rešitev tudi zame. In zdaj bom s pozitivnimi besedami šla z vami, ker prepustite se, tapkajte naprej, izberem, da je v mojem življenju vse dobro. Izberem, da obstaja rešitev tudi zame. Izberem, da se lahko sprostim. Izberem, da lahko najdem zaupanje v sebi. Izberem, da se lahko obrnem k sebi in najdem to moč, da se soočim sam s sabo in da na koncu zasijem. Ok, vdih, izdih. Ok. Tako ste zdaj, malo nam boste napisali, morda komu še tečejo solze. Ja. Vlasta smo dobile, tako da vi pač tega ne vidite, ampak hvala, se nam zahvaljujem, imamo kar nekaj ljudi z nama, cirka 60, ki nas zdaj to spremljajo. Lepo. Ja, tako da lepo. Eni so vas celo pohvalili, resnično enkratna oseba z veliko znanja o tej terapiji na dan in v misel pridejo vsi spomini in vsi pozitivni občutki. Tako da mama tudi fante zdrav, ki gledajo, tako da moški so tudi z nami, tako da to tukaj, ja, krasno, evo. Super. Se pravi, to je ena pot, preko katere bi midve želele hoditi z vami, da se soočimo sami s sabo in tako kot ima Tanja lepo napisano, ko se mi res soočimo sami s sabo, lahko najdemo moč v sebi in to moč nas pripelje do uspeha, karkoli za vas uspeh je. In to je potem tudi čarovnija. Čarovnija vključuje malo bolečine, vedno moramo iti čez neko notranjo bolečino, sprememba vedno spremlja bolečino, tu boste kdaj tudi malo jokali, ko boste z nama, ampak na koncu boste hvaležni, vsaj večina izmed vas. Tisti, ki boste sprejeli to pot, tisti, ki se boste lahko našli v tem, kar bomo tukaj delali. Evo, besedo predajam, Tanja, kako pa zdaj naprej? Nekrasno, tudi to, kar se tiče bolečine, mogoče, da se še tega dotaknemo. Ljudje se bojijo bolečine, zato ker mislijo, ko pridejo terapevtu, ti mi pomagi, da ne bom imel bolečine. Sem prišla Vlasti, jaz nisem čutila bolečino, jaz sem samo rekla, Vlasta, vsak sleherni dan je potrebno meditirati, se ukvarjati s tem vzorcem, meni ta vzorec nekaj je treba rešiti. In sva se dotaknila otroštva. In je prav, ker sva šle skozi bolečino, iz bolečine je potem šele prišel ta smeh, to veselje, ta sreča. Če pa ne čutiš bolečine, pa ne moreš narediti tega preboja. Tako da šele takrat pride ta pravi preboj. In resno, glede na to, da mislim, da je enkrat premalo. Če želimo delati, pa da se nam poznajo učinki. Jaz vedno tako rečem, vsaj 21 dni probajmo, da bomo videli, kaj se lahko pri nas spremeni. Evo, to pa sem. Jaz sem učljiva. Ja, zelo. Ko se odločim, da bom se nekaj držala, si vedno tako rečem, če sem prišla k Vlasti, želim narediti spremembo. Od mene pa odvisno, koliko bom pri tem vztrajala. Tako da ja, jaz vztrajam. Ja, seveda. Super. Tanja nam je lahko vsem zgled, glede njene vztrajnosti, notranje moči, učljivosti. Tanja ni prišla k meni, jaz sem velika direktorica, ona je prišla, prosim, jaz bi rada to rešila. In to res, veliko spoštovanja, Tanja, res. Hvala, no, bi pa mogoče se res dotaknila to, ker imamo Slovenke in Slovenci, imamo ta vzorec manj vrednosti, meni so ga že dali moji starši in posledično potem šola in vse tako naprej, da bi se pa dotaknili malce vzorca manj vrednosti, da jih tudi pokažemo, marsiskom delam, že sama jaz kot coaching ali pa tako, ko imam, pa reče, ne, jaz sem vse rešil, ali pa reče, jaz sem pozabil na preteklost, na otroštvo, se sploh ne želim spominjati, največ vzorcev manj vrednosti pa imamo iz otroštva. In bi želela, Vlasta,
da se dotaknemo, da tudi pokažete tehniko, kako najdemo ta vzorec manj vrednosti. Meni se je najbolj odkril v otroštvu in sicer, če se spomnim, v osnovni šoli, 5. razred, kako bi si človek lahko mislil, Ana? Ali pa v vrtcu. Ja. Sem draga vzgojiteljica, če gledaš, upam, da ne bo kaj huda. Ampak da bi pa naredili en kratek vzorec, kaj je smiselno govoriti, kako priti do bolečine, pa bom prepustila vam tokrat, ja? Zaradi tega, ker ste vi strokovnjakinja, vi ste specialistka, če pa bo, vam bom pa že nakazala, pa tudi jaz potem, ki je zraven povedala. A bi šlo? V redu, ja. Tudi pri meni je bilo v bistvu to, manj vredna sem, zelo, zelo močno zakodirano v meni. To je bilo, jaz sem imela od 0 do 10 skalo 10, močno, trdno 10. In ko sem šla nekako na svojo pot pred 10 leti, sem ugotovila, da če to ne rešim, jaz ne bom mogla delati, ker jaz ne bom, noben ne bo k meni prišel, ker se sploh ne bom mogla izpostaviti, ne bom mogla povedati, kdo sem, ker jaz nisem vredna, da bi sploh kdo mi tudi 1 evro dal. In kako bom bolj preživela na svoji poslovni poti, in je bil to vzorec, s katerim sem trčila ob njega in je bil totalna stena, totalni zid, in če ne bi to premagala, danes ne bi bila tukaj. In ko sem čistila ta vzorec, tudi sem iskala ljudi, ki bi mi pomagali, nekako nisem našla nikogar in sem ugotovila, da moram pogruntati sama in potem sem. Hvala Bogu. In zdaj mislim, da bom lahko iskreno v oči pogledam in rečem, ja, vem, kako se to reši. Torej, najprej ga moramo prepoznati. Prepoznamo ga tako, da se kar zaprtimi očmi, da imamo zaprte oči, da se naslonite nazaj, da ste sproščeni in samo rečete besedo manj vreden sem ali manj vredna sem. In poslušajte, kaj vam vaše telo govori. Ne iti na različna področja, poslovno mi gre v redu, osebno malo manj, pri starših malo drugače. Ne, naj vam vaše telo pove, naj vam vaš želodec pove, vaše črevesje, vaše prsi, vaše karkoli, povej, iz telesa poglejte in dajte oceno od 0 do 10. 10 je pri meni vedno največji problem. Nič pomeni, da nimamo problema, nič pomeni, da to za nas ni pomembno. Torej 10, največji problem 10, manj vredna sem. Upam, da nimate 10, če pa imate, pa tudi se da rešiti. Torej, kako močno vam vaše telo pove, da čutite ta občutek manj vrednosti. Intelektualno vsi vemo, seveda sem vredna. Seveda sem vredna, jaz niti nikomur tega ne bi priznal, niti ne bi priznala. Ampak ko smo zdaj zelo intimno, v bistvu vsak sam sabo, manj vredna sem, kako močno čutim to, kako mi odzvanja. Običajni ljudje kar lahko dajo številko in če je vaša številka več kot 3, potem vas to v vašem življenju ovira. Vas ovira. Ne živite svojega polnega poslanstva, ne sijete, vaše sposobnosti ne pridejo do izraza in tudi te občutke večkrat čutite in doživljate. To si upam reči, glede na mojo zdaj to 10-letno prakso. Torej, kako močno vi to čutite? In zdaj bomo naredili 2 vrsti tapkanja. Eno je to, da bomo ta moment želeli malo ublažiti ta občutek, ampak to ne bo trajno. Če pa želimo trajno, pa bomo tudi mi šli v otroštvo. Bo malo bolelo, bomo šli, to je spet en velik korak naprej, danes bomo Britaniji se vse dela kar intenzivno. Tako da, dajmo, Ne, se bomo tako, moramo jih seznaniti z vsemi stvarmi, kateri so dobri. Dajva. Torej, začnemo z osnovnim postopkom, ampak ta osnovni postopek je podobno, kot če bi vi šli z vnetim grlom k zdravniku. In zdravnik bi vam dal 2 zdravila. Recimo, da vam da nek analgetik proti bolečinam, na nivoju simptomov in da vam še antibiotik. Antibiotik zdravi vzrok. Tudi tukaj imamo 2 vrsti tapkanja. Eno je, da samo malo pomaga, zdravi na simptome, eno pa tisto, ko res naredimo spremembo. Končni naš cilj je, da res naredimo spremembo, da v nekem trenutku rečemo, manj vredna sem, nič več. Nič več. Zdaj imam jaz 0. Bila je trda 10, ampak zdaj je 0. In se pravi, imamo ta 2 postopka. Prvi je, da preprosto rečemo,
Kljub temu, da nisem vredna ali pa kljub temu, da sem manj vredna, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da sem manj vredna, se imam rada in se sprejemam. Še enkrat. Kljub temu, da se počutim manj vredna, se imam rada in se sprejemam. In še tretjič. Kljub temu, da se počutim manj vredna, se imam rada in se sprejemam. Tako, gremo in rečemo, manj vredna sem. Lahko počutim se ali kar manj vredna sem. To je še bolj udaren stavek, kar želite. Tanja, kar gremo, manj vredna sem ali počutim se manj vredna. Počutim se manj vredno. Na strani očesa, počutim se manj vredna. Počutim se manj vredno. Pod očesom, Počutim se manj vredno. pod nosom, Počutim se manj pod vredno. usti, Počutim se manj vredno. ključnica, Počutim se manj vredno. pod pazduho Počutim se manj vredno. in na vrhu glave. Počutim se manj vredno. Super, narediva vdih, izdih. Ok, tako, to je bilo. Komentirala, Tanja? Aha, sva skupaj? Malce Ja. sem mrznala. Ja, ok, Ja, okej, zdaj ste z sta v nami. redu. Ja. Tanja, bi karkoli komentirala? Ja, jaz bi komentirala, glih to sem želela, ker smo ga zdaj odprli vzorec manj vrednosti, se vidi, da sem ga razdelala, tako da hvala Vlasta, hvala Vlasta. Ajde. Ja, glih zaradi tega, ker to je vzorec, ko nekdo si začne tapkati, sem manj vreden, se počuti manj vrednost, vam naj povem, da tisti, kateri ga imate, moje občutke, ker zdaj Vlasta je že veliko dolg časa od tega, kar je to delala, ne, ti je toplo, prav toplo čutiš tako toploto noter v trebuhu in se ti to tako stopnjuje. Je pa res, da meni enkrat, dvakrat, jaz sem to kar 6-krat, 7-krat naredila, cel postopek, da sem tudi prišla do tega. Ne. Ok, nekateri čutijo, nekateri imajo solze, nekateri imajo Tako. mravljince, reakcije so različne. Ne? Tanja je imela toploto, ni nujno, da bo pri vseh tako. Reakcije, nekateri, ki imate 10, ko lahko zdaj fejst jokate, fejst. Okay? Jaz sem jokala takrat, ko je bilo, naj se ne ustavim, katero točno to, ne, kako naj se ustavim, da se pač Tanja ne sme ustaviti. Takrat sem jaz jokala. Ja, da Tanja ne sme počivati. Ja. Tako, Tanja ne V sme redu. Zdaj pa gremo torej korak naprej, torej gremo globje, zdaj gremo v vaše spomine, otroške, da pa najdemo pravi spomin. Obstaja en tak preprost način, ki ga že leta uporabljam, deluje vedno in je čist preprosto, da se primete tako s 3 prsti tukaj v kotičke oči in tu daste zelo rahel, nežen prijem. Ja, tako, super. Čisto rahel zaprete oči. In poslušajte moje vprašanje. Torej, gremo v vašo preteklost, vaše otroštvo, potujemo nazaj. Torej, kdaj se je v mojem življenju oblikoval ta vzorec manj vrednosti? Koliko je stara mala Tanja, mala Vlasta, mali Marko, mala ne vem kdorkoli, ki je prvič doživel te občutke, manj vredna sem. Torej, od kdaj imam v sebi te občutke? Koliko je star otrok v meni, ki je to prvič doživel ali pa najbolj močno doživel? Poskusite najti neko situacijo, neko zgodbo, neko izkušnjo, od kdaj imam v sebi to, nek prizor. Prepustite se, nič ne morate narobe narediti. In verjamem, da se vam je že pojavilo, verjetno vam tudi zdaj tečejo solze, če je to močno za vas. Ne bojte se svojih občutkov, bodite srečni, da jočete, ker to pomeni olajšanje za vas, to pomeni rešitev. To pomeni, kot če bi bil zob poln gnoja, nam tudi zob mora odpreti, moraš čistiti, tako isto solze morajo iti ven. Okay? In zdaj tapkamo in glejte v mislih ta prizor. Prosim, ne govorite nič, samo tapkajte. Glejte tega otroka v sebi, ki se ne čuti vrednega. Povežite se z njim, samo tapkajte. In zdaj si predstavljate, da vi kot odrasla oseba pridete k temu otroku, ga stisnete v naročje in mu rečete, v redu si, rada te imam, moj si, moja si. Dajte vso ljubezen tega sveta, tega planeta, temu otroku. Potolažite otroka v sebi, carkajte, v domišljiji spreminjamo vaše spomine. Tapkajte, ne moramo spremeniti tega, kaj se je v resnici zgodilo, lahko pa spremenimo zapis, ki je v vas. Lahko ga naredimo nevtralnega.
Lahko temu otroku v domišljiji damo ljubezen, lahko temu otroku v domišljiji damo varnost, lahko mu damo radost, lahko mu damo veselje, lahko mu dovolimo, da se zjoče, lahko mu povemo, kako se počuti. Preprosto smo ob njem. In če imate svoje otroke, si lahko predstavljate, zdaj ste dobili še enega otročka. Malo Tanjo, malo Vlasto, malega Markota, malo ne vem, ko ne vem. Cardajte tega otroka, glejte mu v oči, povejte mu, rad te imam, rada te imam, pomemben si zame, pomembna si zame, moj si, moja si, vreden si, vredna si. Komaj otrok si, ne rabiš biti popoln, ne rabiš biti popolna. Danes se bova imela fino, danes se bova smejala, danes bova skupaj, danes bova delala to, kar je tebi všeč, in danes te nihče ne bo kregal. In danes ne boš imel nobenih nalog, nobenih obremenitev. Danes želim, da vidim, da čutim tvojo radost, tvoje veselje, tvojo moč, tvoj pogum. Danes si vreden zame, vredna zame. Ok? Dih, izdih naredimo. Če še jočete, tapkajte naprej. Tanja? Super. Ja, v redu. Super, super. Zdaj je pomembno, da pogledate, kako se zdaj ta otrok počuti. Otroka moramo prepeljati čez dve fazi. Prva faza je, da iz neke žalosti ga pripeljemo do tega, da je on miren, in druga faza je, da ga pripeljemo, da je vesel. Ne vem, na kateri poti ste, če niste še tam, ko bova midve končale, lahko tapkate naprej, tolažite otroka, dajte mu vso ljubezen, uporabite vse, kar veste, kar ste kadarkoli delali z otroci, in temu otroku damo ljubezen. In ta ljubezen ga bo pozdravila. In ko se bo otrok počutil vrednega, se boste vi kot odrasli počutil vrednega. Zelo preprosto. Ko se bo deklica v vas počutila vredna, bo ženska v vas vredna. Ko bo fantek v vas vreden, bo moški, vi kot moški boste vreden. Tako. Vlasta, imamo vprašanje od gospe Majde, čeprav jo že vem, ampak naprimer, kaj če te zmrazi po telesu? V redu, ok, pomeni, da se nekaj sprošča, ja, da se nekaj dogaja, da se stres se čisti tudi preko tega, da te zmrazi, da jokamo, da imamo toploto, vsi možni občutki so ok. Karmen je napisala, pomeni isto, vsi so mi govorili, si manj vredna, zdaj se cenim, delam veliko na sebi in stanje je super, ker se cenim, spoštujem se imam rada in se ljubim takšna, kot sem. Tako, to je tudi. Končni cilj, bravo, bravo. Aha, no to je dobro, Valerija Teraš, ena izmed naših, se ne spomni otroštva, to imam mesto take, to je zelo pomembno. Evo, bi Vlasta vi tukaj dodala? Ja, kadar se ne spomnimo otroštva, takrat pomeni, da so stvari običajno malo bolj skrite, pomeni, da so še bolj boleče in pomeni, da rabimo več ljubezni, da to odpremo. Eden od trikov, ki tukaj pomaga, spet se primete in iščete in si izmislite sliko otroka, ki se je počutil tako manj vrednega. Torej, izmislite si, ker v vsakem primeru razpolagate iz svoje baze podatkov, greste iz tega svojega in iz svoje domišljije, svoje podzavesti in tudi, če si izmislite, je čisto dovolj dobro. In dostikrat, ko bolj začnemo tapkati, potem pride konkreten spomin. Tudi, če na začetku ni viden. Res pa je, da včasih v takem primeru potrebujete nekoga, ki vas vodi. Včasih sami ne boste mogli, ker je preveč bolečine in bo podzavest želela to skriti pred vami, želela vas bo zaščititi. In takrat rabite običajno pomoč nekoga, ki bo tukaj lažje prebil notri. Vlasta, mogoče, da še dodam, pri tej zgodbi tudi to, ne se ustraši, da ne boste dobili slik, samo pomembno je vztrajati. Vlasta, če se spomnite, ko sva delale eno vajo, zdaj se ne spomnim, prav mislim, da je bila primer vaja. Vlasta me je vprašala, koliko mi pomeni mnenje drugih, in smisla to z okolico sem že zdavni predelala, mislim, ko bomo zdaj še to enkrat delala.
In potem je prišlo do tega, da sva delali in Vlasta me še kar vidi, da še kar delam. Dejansko lahko tudi vmes ne govorite, ampak se vam povečujejo te občutki. In potem je kar naenkrat so se slike pojavile, če se spomneva, Ana. Ja. Kar naenkrat so se pojavile slike, pa se je pojavila osnovna šola, pa se je pojavil prvi fant. Mislim, ne znam vam sploh povedati, Ana, to pride sem z vztrajnostjo. Z vztrajnostjo, to pomeni, lahko da prvič ne bo nič, drugič ne bo nič, tretjič ne bo nič, četrtič se bo pa takole pojavilo. Tako da vztrajati. Evo, imam eno mojo sodelavko, ki je bila pri Vlasti tudi, mislim, da je Vesna, kar nekaj solz pride na obraz, ampak se obrestuje. Ki je rekla, da je zelo, zelo, zelo pomagala. Evo, mama, hvaležnosti, tako da to mi je tudi lepo, da so Slovenci tisti, ki so pripravljeni delati na sebi. In glih to je tisto, kar bi sama vam rada podelila, zakaj je prav, evo, da bova naredile ta del, zaključno fazo seveda, a bova še kaj dodale? Ne, meni je v redu, mislim, da smo zdaj naredili en tak sklop, mislim, da imajo dovolj. Ja, glih to, da imajo dovolj, ampak predvsem to, marsikdo je rastel, tako kot sva midve rasli, midve z Vlasto nisva dokaj različne po letih, ampak so nas učili, poslušaj učitelja, poslušaj delodajalca, bodi tiho, največkrat je bilo to. Pa pridna, ne, pa vse naredi. Tako, mene so še učili, zaposli se v državni firmi, ker boš tam lahko imela tako pa tako službo za nedoločen čas. Ja. To je bila najboljša. Ja. In pa se pač najstarejša ne vem koliko let. No, ampak kaj je poanta? Marsikdo je še takšen, ki sledi drugim, začnimo slediti sebi, kaj naši občutki govorijo, kaj naši občutki povejo, a naši občutki, ko vidite nekoga, ko po televiziji in mu ljudje sledijo, a je to, kar vibrira z vami ali ne? Če ne vibrira, pomeni, da se odpirate, da delate na sebi. Bravo, Tanja, bravo. In to leto to od nas zahteva. In kdo se še do zdaj ni zbudil, se bo zdaj mogel zbuditi, če ne bo pa trpel. Tako da, izbira je tako naša. Glih to. In zdaj je čas, tudi ta pandemija se nam je zgodila z razlogom, ker smo preveč usmerjeni navzven, zato ker je najtežje delati navznotri. Prisežem, potrdim, ampak od 2015 kar delam na sebi, pa vsi so srečnejši okoli mene. Vsi. Tanja tudi, ne? Ja, Tanja pa najbolj. Točno to. Tako da, Vlasta, iskrena hvala. Vlasta, zelo imama hvaležnosti, tako komentarje, res, se pravi, še to, se pravi, ko delaš par krogov govoriš, sem nevredna, pol pa nekaj krogov pozitivne misli. Ja. Tako da tu jih mogoče še povema. Najprej začnemo odkrivati bolečino, potem pa iz te bolečine gremo navzgor in se nagradimo. Ampak ne se ustrašiti govoriti bolečino. To me marsikdo vpraša, ki mi reče, ne bom si govoril, da nisem dovolj dober. Ja, potrebno je najprej sprejeti, da se ne počutimo, da smo dovolj dobri ali pa da smo manj vredni. Nič ni to narobe. Res je. Tistega bomo pa potem šli gor. Najprej sprejmimo, kdor smo. In ko sprejmemo, kdo smo, šele takrat lahko naredimo premik. Res je. Evo, zdaj, če ne bi lahko brala, hvala za povedano delo na sebi, hvala vsem tem, ki nas spremljajo. Vidim, da imamo ljudi, ki res delajo na sebi, tako da. Super. Kaj bova predlagala za naslednjič, še 14 dni se vidimo ponovno, predlagamo tako. Vesele bomo kakega vzorca, če nam vi napišete, lahko napišete kak del svoje zgodbe in bomo z Vlasto se tega dotaknile in tudi Vlasta, kaj predlagam za naslednjič, da bo ena vodila tapkanje, ker da ne bova drugačni, bo ena tapkala, ena bo pa govorila. A je zmenjeno? Bomo tako naredile, ker bomo mogoče bolj učinkoviti in bom lahko zaprla oči, da bo res, ali bo ena zaprla, pa druga zaprla, tako da bova. V redu. Hvala vam vsem tistim, ki ste bili z nami, hvala, drage Slovenke in dragi Slovenci, hvala, ker delate na sebi, hvala, ker želite sijati,
ko me vpraša, še to vpraša moji sodelavci, pa reče, pa kaj govori, kaj pomeni ta luč. Bolj, ko bomo sijali, bolj, ko boste delali na sebi, boste tako in tako vedeli, zakaj govorimo o tem, svetimo. Res. Še Vlasta? Tudi jaz sem zelo hvaležna za to srečanje, zelo dobro se počutim z vami, želim, da hodimo skupaj in veseli me, da lahko res, tudi hvaležna sem, da lahko s Tanjo skupaj podeliva, mislim, da je to mnogo več, kot bi lahko sama podelila z vami, tako da sem zelo vesela in si želim, da nadaljujemo srečanje. Vse dobro, lep vikend vam želim in se zavedajte, sami ste kreatorji svojega življenja. Čau, Vlasta, hvala. Srečno, adijo.